Spoštovani gospodarstvenice in gospodarstveniki, dragi podjetnice in podjetniki. Leto 2025 je leto geopolitičnih in ekonomskih pretresov, v katerem največje sile merijo svoje moči. Zato je še toliko pomembneje, da imamo doma stabilno in konkurenčno poslovno okolje. Na Gospodarski zbornici smo zato tudi letos okrepili glas gospodarstva. S predstavniki države imamo na nekaterih področjih sicer zelo različne poglede, a kljub temu smo skupaj dosegli nekaj pomembnih premikov. Naj omenim samo nekaj ključnih dosežkov Gospodarske zbornice. V politiko smo ponovno vnesli razpravo o razbremenitvi stroškov dela. Sprejeta sta bila pokojninska reforma in uskladitev minimalne plače brez dodatnih obremenitev za podjetja. Uveljavljali smo shemo skrajšanega delovnega časa za ohranjanje zaposlenih v krizah. Na energetskem področju smo dosegli spremembo omrežnin za manjše odjemalce, prizadevamo pa si tudi za konkurenčne cene energije za elektrointenzivna podjetja. Pospešili smo postopke za prihode kadrov iz tujine, omogočili več občasnega dela upokojencev in uvedbo le-teh. Dosegli smo, da se bo v osnovne šole uvedel predmet informatike. Sodelovali smo pri sprejetju zakona o udeležbi delavcev pri dobičku, ki omogoča boljše nagrajevanje zaposlenih. Aktivno pa še naprej delamo na zmanjšanju administrativnih bremen tako doma kot tudi v Evropi. In ne nazadnje. Slovenski javnosti smo predstavili nov 10-letni program Made in Slovenia 2035, ki prinaša jasen 10-letni razvojni načrt s konkretnimi ukrepi. Ker gospodarstvo ve, v katero smer razvijati Slovenijo. Leto 2026 bo leto novih priložnosti. Želimo si več ambicioznosti, močnejšega dialoga med vlado, gospodarstvom in sindikati ter sodelovanja za dobro vseh nas. Saj veste, če gre dobro gospodarstvu, gre dobro vsem nam. Hvala vsem, ki pišete uspehe slovenskega gospodarstva in za podporo Gospodarski zbornici Slovenije, ki bo še naprej ostala glas tukajšnjih podjetij, gospodarstva, vaš glas. Želim vam mirne, božično, novoletne praznike ter zdravo in uspešno novo leto.